pozdrav vsem prisotnim na tej predstavitvi. Govorili bomo o Krasu na splošno in o kraški flori oziroma vegetaciji, kako je ta nastajala. Če želimo govoriti o Škocjanskih jamah, je potrebno te Škocjanske jame najprej umestiti v nek prostor in čas. Ponavadi z biološkega stališča Kras, predvsem ta v jugozahodni Sloveniji, delimo nekako na neke tri enote. Te tri enote so deloma povezane z geomorfologijo tega kraškega območja, deloma pa tudi z živim svetom, ki živi na temi kraškimi območji in kaže določene zakonitosti, določene vzorce. Ponavadi Kras, če ga beležimo z veliko črko, štejemo tisti del Krasa v Tržaškem zaledju in svoje čase, ali pa še zmeraj nekdo temu pravi Tržaško-Komenski Kras. Načeloma pravimo temu tudi nizki Kras. Pod nizki Kras spadajo tudi Škocjanske jame. Ta del tako imenega Divaškega Krasa, čeprav se ta del nizkega Krasa razlikuje od tistega matičnega Krasa v najožjem smislu. Na tem delu nizkega Krasa najdemo manj tistih pravih toploljubnih elementov, kot recimo jih najdemo tam v Tržaškem zaledju. Potem, če imamo nizki Kras, obstaja pa tudi še visoki Kras. Visoki Kras je pa tisti del zaledja Škocjanskih jam in pravzaprav velik del vplivnega območja regijskega parka Škocjanske jame. Zadaj na tej fotografiji recimo se vidi Vremščica. No, Vremščica spada že pod visoki Kras. Če smo ta Kras omejili na nek način horizontalno in vertikalno, ga v biološkem kontekstu ponavadi zmeraj povezujemo zadnje čase, na žalost, s črnim borom, ki pa je tukaj na Krasu vrsta, ki je vnesel človek, s velikimi pogozdovanji tam od sredine 19. stoletja pa kasneje še. Načeloma pa se nahajamo na območju, ki bi ga na daljšem roku popolnoma prekril gozd, in to gozd verjetno puhastega hrasta. Tukaj si raziskovalci še niso ravno edini in nekateri mislijo, da bi to bila pravzaprav bukev, nekateri pa zagovarjajo bolj ta termofilni aspekt klimaconalne vegetacije, se pravi nekega končnega stanja vegetacije. Pa tudi tukaj, če ta del vegetacije oziroma flore pogledamo in skušamo najti neke povezave s prostorom, najdemo precej indikatorskih vrst tako imenovanega ilirskega območja. To so rastline, ki uspevajo od Slovenije do Albanije vzdolž Jadransko obalo, se pravi tam, kjer so pravzaprav živeli Iliri. In poznamo tako prave ilirske vrste na tem območju, kot recimo ta liburinski šetraj, ali pa ta meliščna vrsta Peltaria aliacea, kot prava ilirska vrsta. V gozdovih tiste vrste, ki se pojavljajo na tem območju, pravimo pa, da so ilirikoidne in tukaj bi umestili recimo kakšno velelistno mrtvo koprivo ali pa Daphne laureola od lesnih vrst. Zanimivo je tudi pojavljanje pasjega zoba, rastline, ki jo štejemo za ilirsko vrsto, ima pa bistveno bolj široko razširjenost recimo, ampak v nekem geografskem kontekstu ta prostor recimo dobro definirajo. Ko se pogovarjamo o Krasu in na splošno o flori in vegetaciji na Krasu, imamo zmeraj v mislih kraške travnike. Zakaj pa kraške travnike? Pa verjetno zaradi tega, ker so zanimivi s florističnega stališča ali pa na splošno stališča raznolikosti. Ta raznolikost se je v času seveda menjala večkrat in v teh
milijonih let se je to zgodilo vsaj 6-krat, velika izumiranja. Pred enim velikim izumiranjem smo tudi danes, ampak za razliko od teh izumiranj, ki so se prej dogajala, bi težko lahko to izumiranje pripisali ni sami vrsti. Danes smo pa priča, da precej sami vplivamo na to stopnjo izumiranja po celem svetu. Ta raznolikost, če pogledamo v svetu, ni enakomerno porazdeljena in da se najti čisto empirično ali pa na kraju tudi statistično območja, ki izkazujejo veliko raznolikost, tako imenovane vroče točke raznolikosti v svetu. Če to stvar pogledamo malo bližje in se omejimo na Sredozemlje, tudi tukaj lahko najdemo na večjem merilu takšne točke raznolikosti, ampak ta raznolikost tudi znotraj teh območij seveda ni enakomerno porazdeljena in se verjetno vprašamo, kje se pa nahaja, da so to gozdovi, so to plaže, so to melišča, so to skalne razpoke. No, izkaže se, da je ta raznolikost pravzaprav zmeraj po pravilu vezana za te suhe travnike. In na splošno velja, čeprav jaz nisem prepričan, da smo to kdajkoli tukaj pošteno izmerili in bi to se veljalo tega lotiti, da ti travniki na nizkem krasu predvsem veljajo za ene vrstno najbolj bogatih rastišč v Evropi. Ta rastišča, ki jih poznamo kot tipične kraške travnike, pa zanimivo ogradijo rastline, ki imajo svoje poreklo niti ne pri nas. Ja. Glavni gradnik recimo teh travnikov je recimo nizki šaš pa skalni glavinec, ki tvorita tisto najbolj tipično kraško združbo na teh travnikih, zelo široko vzeto. Seveda stvar je malo bolj komplicirana in danes tukaj ne bi načenjal vse te teme, ki se pojavljajo ob vsaki fotografiji, ki jo boste videli. Ampak recimo ti travniki gostijo rastline, ki so pravzaprav stepskega izvora. In vse tiste prave krašovke, kot jih recimo poznamo ali pa jim dajemo neke epitete, so pravzaprav rastline, ki so izvorno iz step. Recimo ena takšna je ta bodalica s tipa Eriocaulis, ali pa recimo ena takšna rastlina, ta kosmatinec Pulsatilla montana recimo, ki ima glavnino vrst in center diverzitete tega rodu ravno v stepskih območjih osrednje Azije. Potem za ljudi je dostikrat zelo zanimiva in dekorativna potonika, ki ima svoj center razširjenosti daleč v Aziji. Pri nas se pojavlja kot dve vrsti in zanimivo na območju regijskega parka Škocjanske jame se izmuzne, zleze pa na Vremščico. In Vremščica je eden od redkih nahajališč te rastline v Sloveniji. Odkril pa jo je tam, mislim, da Rajko Justin, na njega se bomo pa še kdaj vrnili. Če si pogledamo te rastline in njihovo sorodstvo še malo bližje, bomo ugotovili, da tudi med lesnimi vrstami, in to zelo pogosto in razširjenimi vrstami, najdemo stepske predstavnike oziroma azijske predstavnike, kot je tukaj recimo ta Amelan heroalis, ali pa recimo ta Prunus mahaleb, ki ga ostale živali bolj poznajo recimo enkrat v visokem poletju, ko ta rastlina plodi in predstavlja pomembno hrano ne samo za ptiče, ampak tudi številne glodavce in pa male zveri. Na teh kamnitih delih travnikov se pojavljajo te značilne kraške rastline, kot so recimo žakenov ranjak ali pa recimo ta rumenocvetna Coronilla vaginalis. Ti travniki, ki so kamniti,
na katerih je košnja bila zelo težka, so ponavadi predstavljali pašnike. In ti pašniki se vsled gospodarjenja, ampak seveda tudi zaradi same konfiguracije rastišč, floristično in vegetacijsko precej razlikujejo od travnikov, ki so jih kosili. Ja. Eden od razlogov je pa seveda ravno način urejanja tega prostora. Paša ali pa košnja sta dva selekcijska pritiska, ki se pa bistveno recimo razlikujesta v načinu selekcije in izbora vrst, ki lahko recimo eno tako selekcijo na teh travnikih preživijo. Tukaj bo v Škocjanskih jamah samih recimo precej pogosta ta rastlina, tresk. Ljudi načeloma to rastlino poznajo po tem, ker ne bi recimo varovala hiše pred udari strel, ali pa nekateri nabirajo te liste, potem stiskajo to v ušesa, če imajo kakšna vnetja ušes, prosim, ne to počenjati. Ta stvar ne deluje, razen kakšne infekcije, ki jih lahko dobiste, kakšne delotvornosti, tukaj ravno ni, no. Na teh kamnitih traviščih se pojavlja relativno redka rastlina v Sloveniji, ta vrsta Crepis chondriloides, dimek, ki ga boste zaman iskali po celotnem Krasu, zelo točkovno je razširjen, mestoma lahko obilen, načeloma pa redka rastlina. Tukaj se bo znajdla tudi ta volčin alpski. Hec ima ta vrstni pridevek alpina, čeprav sicer uspe v Alpah, ni pa to sploh kakšna tipična alpska rastlina. Tudi tisti gorski kosmatinec je dobil ime zelo čudno. Mislim, da ima rojstni kraj pri Lipici. Ko se je botanik iz Trsta dvignil na te kraške travnike in videl to rastlino, se mu je zdelo, da se je dvignil precej visoko, in potem je ta rastlina postala montana, no, gorska, v bistvu pa v gorah sploh ne raste. Ta imena so kdaj lahko zelo zavajajoča. To rastlino bi pokazal zaradi tega, ker je do neke mere povezana tudi z našim zelo vplivnim botanikom v 19. stoletju, Krašanom. Je bil botanik, ki je deloval iz Gorice in takrat v drugi polovici 19. stoletja precej intenzivno raziskoval kraško floro in sploh floro avstrijskega primorja. Je pa znan po tem, da je iz te skupine petoprstnikov, ki so taksonomsko izjemno težavni, opisal vrsto Potentilla australis, južni petoprstnik, ki je precej pogost in zelo uveljavljen kot dobra vrsta med botaniki na splošno. Zanimivo tudi je, da je Krašan bil takrat recimo v zelo intenzivni korespondenci s samim Mendlom. Tu bi danes pomenilo, da imamo enega botanika, ki je v intenzivni korespondenci z nobelovci, recimo. Tukaj bo zanimiva tudi ta rastlina, ki je tudi izjemno problematična, montpellierška ali pa francoska grebenuša, ne montpellierška, francoska grebenuša. Ti vijoličasti cvetovi navidezno delujejo kot cvetovi, ampak gre za dva čašna lista, ki tukaj opravljata tisto vlogo semaforja za žuželke. Skupina je izjemno težavna in tukaj bi se reklo klasično, da so karte še v igri. Potrebno bi bilo te rastline dobro presortirati ponovno in sploh ugotoviti, na nek način raztolmačiti to variabilnost vseh teh kritičnih znakov pri tej skupini rastlin. Tudi krvavo rdeči klinček je problematična rastlina, ampak zelo pogosta.
na travnikih, tudi v samih Škocjanskih jamah, no, v ozki okolici Škocjanskih jam. Tudi tukaj se dogajajo zelo zanimivi procesi, speciacije, križanj in tako dalje, in včasih najde se cel kup prehodov od te vrste proti bradatemu klinčku ali pa celo še kakšni drugi skupini klinčkov, ki sploh ni tako sorodna, bliže sorodna kot pa sami krvavo rdeči klinčki. Ko opazimo na teh rastiščih recimo to mračico, potem zmeraj pomislimo, podlaga je verjetno že kaj dolomitizirana, če že ni dolomitna. To je ta srčastolistna mračica, ponavadi se pojavlja tudi na rastiščih, ki so malo bolj razpihana, bolj izpostavljena. Zraven nje pa dostikrat uspeva tudi ta vrsta mračice, ki je bolj pogosta na kakšnih ne toliko pašnikih, kot pa bolj recimo na travnikih. Ti travniki pogosto gostijo tudi narcise. Tudi narcise so zanimive rastline, kjer je še precej odprtih vprašanj, kar se tiče njihove identitete. Namreč pri nas dolgo časa nismo vedeli natančno, kateremu taksonu pripadajo te rastline, in tam od 60 let naprej ali pa mogoče še prej se je uveljavilo prepričanje, da pri nas uspevata dve vrsti, Narcissus poeticus in pa Narcissus radii-florus. Kasneje so te taksone združevali ali pa jih obravnavali ločeno dalje. Glavna razlika naj bi pa bila v tem, da se venčni listi pri radii-florusu, pri tej obliki radii-florus ne prekrivajo. No, tukaj vidimo dva primerka, oziroma tako bi rekel dva cveta, pri katerih se venčni listi zelo prekrivajo, kot je to tipično recimo za poeticus, in pa tam, kamor se ti venčni listi ne prekrivajo, kot je značilno za radii-florus. Gre pa za en in isti primerek, kjer iz ene čebulice rasteta dve stebli. Če so tla malo globlja, potem na takih travnikih prevladuje ta dlakavi gadovec, Scorzonera villosa, in pa recimo Scorzonera austriaca. Takim travnikom pravimo kar kolokvialno, da so to skorconeretalni travniki, in pravzaprav ti travniki so vrstno najbolj bogati. Naš profesor Mitja Kaligarič je pred časom izjavil eno zanimivo tezo, da gadnjaki pri nas, rod Scorzonera, ki je mimogrede ponovno bolj stepska vrsta in v Aziji ima ogromno število vrst, to je rodovno zelo bogata skupina z vrstami. No, Mitja pravi, da pravzaprav pri nas skorconere ekološko nadomeščajo trave, kar je zanimiva teza, ima precej smisla. Na teh travnikih, čeprav jih imenujejo travniki, ne prevladujejo ravno trave. Bolj prevladujejo in edavsko in edifikatorsko so bolj pomembni šaši, tako da bi bilo verjetno bolj pravilno ime šašniki, ne pa travniki, no. Tukaj bomo našli tudi ta Scopolijev grind, so tipične rastline na teh skorconeretalnih travnikih. Na takšnih travnikih se pojavljajo tudi kakšne zelo dekorativne rastline, kot je recimo ta ilirska perunika, in če smo zavzeli takšno zelo skeptičen odnos do taksonomske problematike rastlin, ki jih gledamo tukaj na teh fotografijah, potem je potrebno povedati, da tudi tukaj nismo ravno prepričani, za kaj gre, ker gre za eno skupino bradatih perunik. Bradate pravimo zaradi tega, ker imajo to kot nekakšno brado tukaj na teh tepalih. In nekateri mislijo, da so to modificirani prašniki bili, ampak pokazalo se, da niso.
Na ta način naj bi rastlina zavajala žuželke, da se tukaj nahaja precej hrane za njih. Ta skupina blede perunike v okviru bradate perunike uspeva od nekje južnih Dolomitov pa do Albanije, zelo ilirsko, in se deli na kakšna dva, mogoče tri taksone. Ampak te meje med taksoni so zelo nejasne in ta stvar je še zelo živahna, ki bi bilo potrebno raziskati. Se pa rastlina pojavlja na takšnih bolj skorceneretalnih travnikih, ki lahko grejo že v kakšno sukcesijo. Zanimivo pa je, da tudi v skalnih razpokah v takšnih bolj nedosegljivih delih ne bo redka. Druga perunika, ki je zanimiva na teh travnikih, ampak tisti, ki so že malo bolj molinjetalni, bi lahko rekli, se pravi, ker ta skorconeretalna sestava vrst počasi prehaja v tako bolj rahlo kisloljubno sestavo vrst, se pa pojavlja tudi ta perunika, kojniška perunika, ki ima tudi zelo vprašljiv taksonomski status. Namreč to rastlino je iz Kojnika v Čičariji, to v zaledju Lipnika recimo, ali pa po drugi strani bi lahko rekli Kavčiča. Kojnik je vrh, ki ga dosežete lahko iz Podgorja v 45 minutah. Ampak tam je Pospíšal, avstrijski botanik iz Trsta, koncem 19. stoletja opisal ta takson na nivoju vrste Iris eririsa, Tone Vraber ga je pa kasneje spustil na podvrsto Eririsa, pa tudi tukaj bi se dalo razpravljati, v kakšni meri in koliko se sploh razlikuje od sibirske perunike. Tukaj na teh rastiščih bodo tudi mečki, ta je ilirski. Mečki so tudi komplicirana skupina rastlin, za zanesljivo determinacijo jih je dostikrat potrebno kar izkopati. Namreč tista struktura mrežice na čebulci je zelo taksonomsko pomembna. Mi se ne bomo lotili kopanja mečkov, ampak bomo recimo se dogovorili, da v okolici Škocjanskih jam živi ilirski meček, ampak dejansko drugih mečkov tam v okolici tudi nismo našli. Mečki so pa recimo, kar je zanimivo, predvsem južnoafriška skupina rastlin z veliko raznolikostjo na območju Sredozemlja v Južni Afriki. Če se dvigamo še višje, zdaj na tem delu bližine Škocjanskih jam, recimo tja že proti Vrenšici, bomo pa zapustili nizki kras. Da smo zapustili floro nizkega krasa, na nek način govori že ta bratinski košutnik, Gentiana sinfiandra. To je rastlina, ki je bila zelo zanimiva za zeliščarje dolgo časa, pa tudi za podjetja. Na pobudo Droge Portorož recimo je v 60. letih Zavod za spomeniško varstvo izdal dovoljenje za nabiranje korenin in korenik te rastline. In to dovoljenje na Vremščici, recimo na Snežniku in na Nanosu, je dovolilo izkopavanje teh korenin in korenik v tonah. Ja. Kasneje je ta rastlina ratala tako ogrožena, da so ta izkopavanja, da so s tem izkopavanji prenehali. Tudi triumfet je oglavinec, bo ena rastlina, ki bo bolj značilna za te kraške travnike visokega krasa in bo bolj pogosta recimo na pobočjih Vremščice kot pa v bližnji okolici Škocjanskih jam. O orhidejah na teh travnikih bi se lahko govorilo posebej in danes se ne bi preveč zadrževal s to temo. Ti travniki so vsi zelo zanimivi za orhideje in ogromno vrst smo tukaj zabeležili. Zanimivi so pa zaradi tega, ker so za kakršnokoli gnojenje ti travniki relativno nezanimivi. Tla so zelo plitka,
pri rasti tudi krvne vrednosti na teh travnikih ne boste povečali z dodatkom hranil. Dodajanje hranil pa se veste, orhidejam lahko precej škodi, ker se poruši sestava gliv, ki živijo v tleh. Kaljenje semen velikega števila orhidej je pa direktno odvisen od gliv. Ko hife penetrirajo v seme, ki je zelo oskudno, kar se tiče sekundarnega, kar se tiče endosperma, pardon, in je potrebno zato ena takšna stimulacija s strani glive, da to seme sploh lahko začne kliti. To je verjetno na območju Škocjanskih jam druga najbolj postavna orhideja. To pa verjetno najnižja orhideja ali pa najmanjša insektifera, potem ta čeladasta kukavica. Zanimiva je ta saprofitska orhideja, splavka, se drži bolj gozdnih robov, ali pa recimo ali pa kar listopadnih, presvetljenih, toploljubnih gozdov. Ti travniki imajo zelo različno dinamiko in tukaj je fotografija enega travnika, kjer v tem ospredju vidite socvetja korena, zlatega korena, Sphodilus albus, od spodaj recimo vidite tudi narcise, pa potem Laserpicium latifolium, bi bil velelistni jelenovec verjetno. Ampak ko enkrat te rastline prodrejo tako na travnik, potem se sliši morda čudno, ampak recimo na tej fotografiji, to je pravzaprav fotografija gozdnega roba, ki se je iz fizičnega izgleda gozdnega roba prelil v travnik. Ta travnik po svoji sestavi pravzaprav ni več travnik, ampak je gozdni rob, in zlati koren je ena taka tipična rastlina, indikator samega gozdnega roba. Na tem gozdnem robu bo zelo pogosta tudi ta vrsta, Aristolochia lutea. Nedavno smo v Sloveniji skušali to skupino razdvojiti v vsaj dve vrsti, Aristolochijo luteo in pa Aristolochijo pallido, ampak se je izkazalo, da podprto z rezultati molekularno-genetskih analiz, da ni nobene utemeljitve za izdvajanje iz te skupine Aristolochia lutea taksona Aristolochia pallida. Rastlina je zanimiva v florno-biološkem kontekstu, zaradi tega, ker je ta reprodukcijski sistem pri teh pojalnikih zelo zanimiv. Namreč v teh cvetovih rastlina s pomočjo termokemične reakcije ustvarja mikroklimo, ki je v teh cvetovih bistveno bolj ugodna. V teh cvetovih se zvečer recimo hodijo gret različne vrste dvokrilcev, muh načeloma. Ta rastlina tudi privablja te dvokrilce s specifičnimi vonjavami, kjer potem rastlina na zelo poseben način poskrbi, da pride do prenosa peloda med prašnicami enega primerka in pa brazdo drugega primerka, na način, da živali ujame v te cvetove in jih potem nekaj časa ne izpusti iz cvetov, dokler se oprašitev ne zgodi. Zanimiva je morda tudi zaradi tega, ker je to gostiteljska rastlina petelinčka, relativno redke in ogrožene vrste metulja, ki se nahaja na habitatni direktivi. In tudi v Škocjanskih jamah precej pogoste vrste metulja. Tukaj bo pogost tudi Lembotropis nigricans ali pa recimo tipičen je ta primer jesenčka, rastlina iz družine Rutaceae. Zanimivo, v to družino uvrščamo tudi recimo agrume kot hec. Rastlina je zelo strupena in načeloma zaslužna za precej bolj ali manj
spontanih požarov, ki se na tem območju dogajajo. Tudi ta rastlina je azijskega izvora in se tukaj dobro počuti. Ta fotografija je kombinacija nekaterih rastlin, ki sem jih že pokazal. Na nek način nas veseli, ker je zelo pisana, takšna kičasta pravzaprav, no. Ta rastišča znajo biti zelo, zelo kičasta. Po drugi strani, če pa opazujemo prostor in dogajanje v prostoru, pa nas skoraj že malo žalosti. Zato, ko vidimo nek tak prizor, ta prizor tukaj na nek način konec. Ja, to je začetek konca in to, kar je tukaj fotografirano kot travnik, je, kot sem že prej omenil, na nek način gozdni rob. Zdaj, ti travniki na tem območju jih vzdržuje nekaj faktorjev. Glavni faktor je burja, še zmeraj. Se pa zaraščajo. No, zakaj se pa zaraščajo in zakaj se tukaj pojavljajo recimo stepske vrste, in zakaj te stepske vrste v stepah nimajo težav z zaraščanjem? Eden od razlogov je ta, da stepe prejmejo bistveno manj padavin, kot jih prejmejo naša kraška območja. Tipičen primer, ne vem, v eni kazahstanski stepi je letno kakšnih 250 do 300 milimetrov padavin. Pri nas je pa teh padavin na tem območju okrog 1500-1600 milimetrov. 300 milimetrov padavin je premalo, da bi lesne vrste lahko uspevale in tam ni težav z zaraščanjem. Tukaj se pa od zadnje ledene dobe verjetno, ko so se takrat, ali pa recimo vsaj v interglacialih, te stepske vrste selile proti zahodu, se je pa že sama klima iz tiste aridne toliko spremenila, da lesne vrste počasi, ampak vztrajno zavzemajo ta prostor. To se dogaja lahko čisto spontano. Tukaj na tem območju vidimo prepihane travnike in pa te male vrtače. V teh malih vrtačah je tlo malo debelejše, ker se zemlja izpira, debelejše tlo pa omogoča lažje klitje in tudi vzpostavljanje kalic lesnih vrst. Potem take vrtače postanejo žarišča zaraščanja. V teh vrtačah se pogosto zadržujejo tudi živali, ko se skrivajo pred burjo, kjer so tudi zaščitene ne samo rastline, seveda tudi živali, in potem v sled nitrifikacije so tudi ta rastišča bistveno bolj produktivna in ugodna za uspevanje lesnih vrst. Klasično pa lahko zaraščanje steče tudi iz samega roba. V našem primeru je to zelo pogosto z rujem, na kakšnih bolj flišnih tleh, pa tudi recimo z brinem, ampak ruj je tisti zaščitni znak zaraščanja krasa. Ponavadi ruj opazimo zmeraj enkrat novembra, ko se pobarva v take pisane barve recimo. Še bolj zanimiv pa bi vsaj naravoslovcem lahko bil, ko cveti, ker te rastline imajo cvetove, ki so bodisi enospolni, dvospolni ali pa sterilni. In tudi reprodukcija na teh cvetovih poteka na izjemno zanimiv način. Tisti sterilni cvetovi oziroma njihovi peclji se pa v času, ko je rastlina odcvetela in ko začenjajo ostali cvetovi oprašeni in oplojeni ploditi, potem se ti peclji podaljšajo v take kuštrave podaljške. Tudi eden od načinov, kako povečati upor, ker se potem kompletno soцветje lahko odlomi in potem zajadra s pomočjo teh sterilnih cvetov in tako se potem ta semena raznašajo naokoli. Na teh travnikih se pojavljajo lahko tudi kobulnice in to je ena zanimiva faza v življenju takega travnika, enkrat, ko človeka na tem travniku več ni,
Takrat to prerastejo lahko zelo na gosto jelenovci, Latripicium siler, Latripicium latifolium, pa še kakšne druge kobulnice. In zanimivo je, da na nek način takšen travnik konzervirajo. Vsled alelopatskega delovanja kobulnic na ostale rastline na teh travnikih potem takšen travnik zaenkrat postaja nezanimiv za lesne vrste in eksperimenti so pokazali, da ob kobulnicah semena lesnih vrst kalijo bistveno slabše, kot pa tam, kamor se kobulnice ne pojavljajo. No, tudi to je ena od faz, ki lahko traja različno dolgo, ampak slej ko prej popustijo, kobulnice popustijo in potem lesne vrste premagajo. Ena od težav teh rastišč in te flore v okolici Škocjanskih jam je seveda zmanjšan vpliv človeka. Prej, ko sem omenil to, da je tukaj vsled spontane spremembe klime, tista aridna klima postala bistveno bolj humidna in povečala verjetnost za širjenje gozda na tem območju, je to površino tam, kamor se to ni dogajalo zaradi burje ali pa kakšnih drugih edavskih ali pa reliefnih razlogov, zadrževal in obdrževal odprto človek, bodisi s košnjo ali pa s pašo. No, ta paša je vedno manj zanimiva in pri nas se izvaja zelo stihijsko, praktično ne toliko stališča varstva teh habitatov, kot pa samega izkoristka same paše. Saj na nek način je to razumljivo, enega kmeta ne zanima toliko v prvi vrsti, koliko je tisti travnik bogat. Čeprav bi ga lahko, ker tudi tukaj kažejo raziskave, da bolj raznoliki travniki so tudi produkcijsko bolj raznoliki. Druga težava je opuščanje košnje, ampak že prej sem omenil, pravzaprav pozabil omeniti, kaj je tisti problem stihijske paše, predvsem v prepašenosti, na žalost. Ljudje danes se z ovčarstvom ali pa z vzrejo goved ne ukvarjajo toliko iz golega preživetja in s temi živalmi ne preživijo cel čas zunaj, in pravzaprav ta območja, kjer imajo živali, pretvorijo v štale, v ograjene štale, in tam so živali praktično celo leto. Tako tlo, kjer so ti travniki, kjer so pojavljali takšni travniki, je ponavadi prepašeno, do živega pogriženo, poteptano in tisto, kar je najhujše, verjetno tudi pregnojeno. Tukaj potem na ta način vzpostaviti kakšen kraški travnik v polni moči je izgubljena zgodba za kakšnih 100 ali pa še več let. Košnja je bil ukrep za vzdrževanje teh rastišč precej dolgo, še predvsem tam, kjer so bila tla manj kamnita. Če je bila ta košnja ročna, potem so tudi tiste kamnite dele lahko pokosili. Recimo v ožjem območju Škocjanskih jam so ljudje kosili tudi tako, da so se privezali in so potem viseli dol skoraj po tistih stenah in s srpom kosili tisto rušo, ki je visela iz polic. Danes seveda se to ne dogaja več. Danes, v kolikor z mehanizacijo ne pridete zraven, bližje se bo travnik enostavno zarasel. Zakaj je ta stvar pomembna? Pomembna košnja in pa sama človekova prisotnost na teh rastiščih je pomembna zaradi tega, ker ti travniki, kolikor so pomembni za naravno dediščino, so lahko pomembni tudi za kulturno dediščino. Tukaj recimo na tej skici lahko vidite nekaj rekvizitov, ki so bili povezani s to dejavnostjo. Spodaj vidite tudi brusni kamen, vesla, smo temu rekli. Se ne sicer, da sem jaz kosil kdaj
Ampak moji starši in moj nono so to delali in so seveda ne samo znali brusiti koso s tem, ampak so znali tudi klepati, ta dva tukaj klepata to koso. Ne verjamem, da danes kdo še pozna te specifične izraze, ki so služili tem ljudem, da so lahko opravljali to dejavnost. Se pravi, izgublja se besedoslovje, na nek način neke navade, pa tudi pesmi. Ljudje, ko so kosili, so peli specifične pesmi, danes teh pesmi ljudi več ne poznajo. Požari, ki bi pravzaprav lahko vzdrževali te travnike, se tukaj ne pojavljajo na način, kot bi si mi želeli. V Sredozemlju našega tipa požari niso nujni za vzdrževanje teh rastišč, bolj so to požari nujni za vzdrževanje teh rastišč v drugih mediteranih na svetu, kot recimo avstralski ali pa južnoafriški. Pri nas nimamo rastlin, niti prilagoditev specifičnih določenih rastlinskih vrst, ki bi lahko rekli, da so odvisne od požarov. Ampak ti požari pri nas bi bili še kako dobrodošli. In imamo pa težavo, da so se narodni domi nažalost pretvorili iz kulturnih središč v zelo dobro opremljene in učinkovite gasilce, pa zdaj ne mislim fizično narodni domi, bolj kar se tiče same aktivnosti po vaseh in tako dalje, pa da se razumemo, nimam absolutno nič proti gasilcem in zelo sem hvaležen, da obstajajo in funkcionirajo. Ampak tukaj manjša učinkovitost gasilskih društv bi bila seveda zelo dobrodošla. Požari v Sredozemlju eksponencialno naraščajo. To naraščanje pa ne gre toliko vsled nekih naravnih danosti, ampak predvsem posledica človeške dejavnosti. Danes se na travnikih dogajajo predvsem ekshibicije. To pa zaradi tega, da bi na nek način senzibilizirali ljudi o pomenu teh kraških travnikov, se prireja tudi recimo turnirji v košnji. Tukaj je Berti Gerenthaler, svetovna prvakinja iz leta 2011, ki kosi s hitrostjo 0,8 kvadratnega metra na sekundo in je absolutna mašina. Na teh tekmovanjih merijo ne samo hitrost, ampak tudi način, kako je pokošeno do črte in koliko je ruša pokošena v isti višini. To je seveda zelo simpatična stvar in služi ravno temu senzibilizaciji ljudi za to problematiko na teh rastiščih. Verjetno se vprašate, zakaj takšen uvod o predavanju o flori Škocjanskih jam. Eden razlog je ta, da vse te značilnosti, ki sem jih omenil za te travnike in vse te najbolj karakteristične kraške vrste na teh travnikih in podobnih rastiščih veljajo tudi za Škocjanske jame. In tudi vsa ta problematika, varstvena problematika teh rastišč velja tudi za Škocjanske jame. Zdaj o Škocjanskih jamah posebej govoriti in jih opisovati verjetno nima smisla. To je območje presežnikov. Se pravi, največji podzemeljski kanjon, ogromna dvorana, podzemeljsko mokrišče recimo, najdaljša ponikalnica v Sloveniji, ki je med drugim tudi zaslužna za Škocjanske jame, take kot so, in za vse pojave, ki se dogajajo okrog Škocjanskih jam. In seveda to območje presežnikov se bolj nanaša v splošno gledano na te geomorfološke posebnosti in same speleološke objekte v Škocjanskih jam. Ampak ne glede na to, se je izkazalo, da so Škocjanske jame izjemno zanimive tudi v florističnem kontekstu. In to so prepoznali raziskovalci že zelo zgodaj. Eden prvih, ki je Škocjanske jame prepoznal kot floristično območje, zanimivo, bogato, je bil Henrik Freyer. Zatem Krašan,
govorim o obdobju v drugi polovici, v začetku pri Frejerju 19. stoletja in Krašanu recimo v drugi polovici 19. stoletja. Na koncu 19. stoletja je bil zelo dejaven floristično na območju Škocjanskih jam Carlo Marcheseti, je bil tržaški naravoslovec, ki se je ukvarjal z izjemo botanike tudi z paleontologijo, etnologijo in še marsičim. In bil je izjemno podjeten, botanično zelo podjeten in tudi pisec tržaške flore, med drugim recimo. Tukaj na ožjem območju Škocjanskih jam je Miller na osnovi seznama, ki ga je pripravil Marcheseti, zabeležil okrog 450 različnih rastlinskih vrst. Na tem ožjem območju, na kakšnih 11 lokalitetah, smo tudi mi zabeležili podobno število vrst, kakšnih 511, nekaj takega je bilo v začetku tam leta 2000, 2001, s poročilom leta 2002. To so opravljali raziskovalci, smo opravljali takrat raziskovalci na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In nažalost je to ostalo v delovnem poročilu in neka monografska obdelava ni sledila, kar je škoda pravzaprav. No, kasneje na malo širšem območju je ta seznam vrst zrasel, ki je na kakšnih 800. Bi pa na tem ožjem območju Škocjanskih jam lahko pričakovali tam okrog 1000 vrst, kar je načeloma ena srednja številka za območje na kakšnih 4x6 kilometrov površine, praktično skoraj povsod. Skoraj povsod, kjer je relief razgiban na podoben način kot tukaj. Kasneje so tukaj delovali tudi Pospihal, tudi pisec flore tržaškega zaledja, torej takrat dežela Kustenland, pa Beck, če omenim samo tiste bolj zveneča botanična imena, Ginsberger recimo. V obdobju med obema vojnama je bil tukaj Morton dejaven, geobotanično, pa Gabriel Tomažič se je ukvarjal recimo z vegetacijo teh zelo skiofilnih tipov v teh zasenčenih delih Škocjanskih jam, na skalnih združb, kjer prevladujejo predvsem mahovi. Kasneje se je tukaj zelo vključil v te raziskave, zanimive raziskave pojavljanja različnih geoelementov, ki jih je skušal pojasniti tudi z konkretnimi meritvami temperature naš profesor Andrej Martinčič. Skupaj z Martinčičem smo pa tudi opravili eno raziskavo, ki je skušala odgovoriti na neka vprašanja, o kateri bom kasneje mogoče malo več povedal. Zakaj ko pogledamo to fotografijo, kaj vidimo na tej fotografiji, no, zakaj so potem lahko taka območja zelo zanimiva. Kot vidimo tukaj se pojavljajo te vdornice, velika mala vdornica s prepadnimi stenami. Te prepadne stene in nagle spremembe reliefa pa predstavljajo tudi izjemno ostre gradiente. Hude ekološke gradiente in vsled teh ekoloških gradientov se potem lahko na relativno majhnem območju uveljavi zelo raznoliko življenje. Včasih lahko takšni gradienti sprožijo tudi speciacijske procese in verjetno bi tudi tukaj lahko našli vsaj kakšen primer rastlinske vrste ali pa skupine, ki je v nekem bolj pospešenem speciacijskem procesu. O teh bom tudi kaj povedal mogoče malo kasneje. Dolgo časa je za Škocjanske jame, če se zdaj obrnemo bolj v sam ožji del Škocjanskih jam, bila zanimiva ta rastlina, bršljanov pojalnik, Urbanke hedere,
kjer je to veljalo v Sloveniji za eno redkih nahajališč te rastline. Kasneje se je izkazalo, da je ta rastlina bistveno bolj pogosta v Posočju, jo je v Vipavski dolini, celo v Zasavju ta rastlina ni redka. Ja, ampak še zmeraj velja kot ena tašnih paradnih vrst v škocjanskih jamah. Najbolj zanimive stvari se dogajajo v teh vdornicah. Tukaj je pogled na Šmidlovo dvorano in tukaj upam, da se lahko slediste kurzorju, kjer visijo dol ti pršuti, pa te pancete in suhe salame. Tukaj so se na nekaterih mestih ugnezdili venerini laski. In venerini laski pripadajo praprotim, ki veljajo za zelo sredozemske, za prave sredozemske rastline. In glede na to, da škocjanske jame pripadajo območju sicer nizkega krasa, ampak tistemu malo manj toploljubnemu območju nizkega krasa, štejemo, da je ta rastlina se tukaj pojavlja kot nekakšen termofilni relikt, kot ostanek enega obdobja, ki je bilo bistveno bolj toplo, kot pa je to danes. In te rastline se pojavljajo na stropu Šmidlove dvorane blizu izhoda vsled toplega zraka, ki se ob stropu pomika ven iz jame. Jama ima okrog 12 stopinj povprečno letno temperaturo, tam v tistih globljih delih, seveda ob vhodih ta temperatura bistveno bolj varira. Ampak ta topel zrak počasi leze ven iz jame, ko reka s tem hladnim zrakom uhaja v samo jamo in potem ta topel zrak izpodriva ven iz jame, ki se potem pod stropom vidi na nek način, včasih lahko tudi kot kakšna para, ker se ta večja vlaga v tem toplem zraku ob stiku s hladnim zrakom hitro upari. Zato recimo kraške jame kdaj pravimo, da dihajo, ko vidimo, da je kakšna para ali pa kot nekakšna megla izhaja iz teh jam ali pa brezen. No, ta stvar je definitivno zanimiva. V škocjanskih jamah je to en fantastičen pojav pravzaprav. V neposredni bližini Šmidlove dvorane, ampak tudi recimo v mali vdornici, bomo našli kraški gaber. In tudi ta rastlina predstavlja tukaj nek ostanek iz toplejšega obdobja, nekakšen termofilni relikt. In pri nas se kraški gaber, ki velja za submediteransko rastlino, pojavlja le na tistih bolj toplih delih submediterana. To pa je recimo en del tržaško-komenskega krasa, potem pod kraškim robom recimo, ali pa nekje v Pokolpju, ki je tudi zanimivo, kar se tiče glacialnih in pa termofilnih reliktov. Ko enkrat to rastlino opazujete v Sloveniji, kako se zvesto drži recimo v teh najbolj toplih območjih, in ko potujete tja proti jugovzhodu ob Dinaridih, ste zelo presenečeni, ko ugotovite, da je ta rastlina zelo pogosta recimo v okolici Sarajeva, ki pa deluje zelo, zelo celinsko in niti malo ne recimo submediteransko. Tukaj bo kot ena tašnih pripadnic bolj sredozemske flore bila tudi lobodika. Tudi njeno pojavljanje v škocjanskih jamah nekako štrli, v bližnji okolici te rastline ne boste našli. Zanimiva je predvsem zaradi tega, ker botanično, morfološko, anatomsko predstavlja eno tako izjemo. Ti listi namreč tukaj niso listi, ampak filokladi, ki predstavljajo sploščene dele stebla, ki opravljajo enako funkcijo, kot jo opravljajo recimo listi. Tukaj bo uspeval tudi rdečeplodni brin, tudi rastlina, ki bo se držala bolj toplih območij slovenskega submediterana. Tukaj uspeva tudi recimo primorska preobjeda, ena najbolj strupenih rastlin v Sloveniji. In
evolucijsko med preobjedami precej izolirana veja preobjed med ostalimi, ki tukaj uspevajo. V škocjanskih jamah uspevata vsaj še dve vrsti preobjed, ki so pa, ena je vijoličasto cvetoča, druga pa bledorumeno cvetoča, no. Ampak tisti drugi dve vrsti predstavljata eno evolucijsko skupino, no ta tukaj pa je precej izolirana in v Sloveniji bolj redka prikazan. Kot sem že omenil, je to ena najbolj strupenih rastlin, ki si jih lahko zamislite pri nas. Zelo zanimiva zgodba v škocjanskih jamah je lahko tudi žajbljeva zgodba. Žajbelj je dolgo časa okrog njegovega pojavljanja avtohtonega, spontanega v Sloveniji so se precej lomila kopja in ni bilo jasno, ali uspeva kaj žablja v Sloveniji samoniklo ali pa povsod sajen ali pa sejan. V 50. in 60. letih so žajbelj precej sejali v Čičariji in pa tudi višje, ker so na ta način skušali pospešiti sukcesijo, zaraščanje, po drugi strani je bila pa to zanimiva rastlina ponovno za podjetje Droga Portorož, ki je takrat zelo prosperirala, ne samo na območju Slovenije, ampak celotne takratne Jugoslavije. In sejanje žajblja je bilo zelo popularna dejavnost svoj čas. Tako da je ugotavljanje, kje se ta rastlina pojavlja spontano in samoniklo, zelo problematično. Ampak izkazalo se je, da smo pred leti identificirali dve populaciji v Sloveniji, ki sta samonikli zagotovo in presenetljivo to odkritje gre za dve populaciji v bližini Ilirske Bistrice. Eno je iznad tako imenovane Novokrajske jame, kjer ponikne Novokrajski potok na sami meji s Hrvaško, ta druga pa nad dolino reke Reke proti Gomancem. Izjemno majhno območje, je pa morda zanimivo za vas ta skica, prosim ne se ustrašiti, ki kaže na zastopanost specifičnih haplotipov v celotnem Sredozemlju, kjer se ta rastlina pojavlja bolj ali manj spontano, oziroma vsaj kjer mislimo, da se pojavlja spontano. In vidite tukaj, da tisti haplotip številka 5, tiste rumene barve, je zelo specifičen in govori o tem, da je ta rastlina se tukaj pojavlja že zelo dolgo časa na tem rastišču in se je v teku evolucije precej izdiferencirala v tem kontekstu. Tudi če pogledamo drugi tip analize, rezultati dajo zelo zanimivo in podobno zgodbo. Te tortice tukaj, ti rezultati tukaj so na podlagi fingerprinting metode in govorijo o deležu skupnih fragmentov po posameznih populacijah. Vidimo, da te kvarnerske populacije tukaj predstavljajo eno skupino, medtem ko ta plav in zelen delež te populacije iznad Novokrajske jame in pa ta specifičen haplotip ponovno tukaj iz te gomanške populacije ali pa dolino reke Reške populacije, kakor pa bi to imenovali, ponovno kaže na samoniklost in na dokaz, da te populacije so pravzaprav tukaj samonikle. Za čičarijske populacije žajblja se je pa pokazalo, da so izvorno iz Limskega kanala, in ko smo malo se pozanimali, smo tudi prišli do podatka, da je Droga Portorož tisti žajbelj posejala, pri čemer so semena pridobili ravno iz okolice Limskega kanala v Istri, v bližnji okolici, no. Kakšne škode velike v genetskem kontekstu niso naredili, no, ampak ta metoda je pravzaprav identificirala poreklo tistega semena zelo natančno, no, in kasneje se je izkazalo, da to res in drži. Zdaj, ta zgodba o žajblju v škocjanskih jamah je ostala odprta. Ta rastišča v škocjanskih jamah so definitivno reliktna in na teh rastiščih bi žajbelj tudi lahko preživel. Na žalost, takrat tega vzorca iz škocjanskih jam v tej raziskavi ni bilo. Naslednja rastlina, ki je tudi zelo zanimiva,
in uspeva ob žajblju v Škocjanskih jamah. Spomnim se je ob sami stezi, če greste preko naravnega mosta med Veliko in Malo dolino. Na rastišču od žajblja je uspela tudi ta rastlina, ki je pa kasneje nikdar več nisem videl. Zdaj upam, da to ni zaradi tega, ker je rasla preblizu steze, ampak da je tam nisem opazil zaradi neke čisto naravne dinamike. Ko ni cvetela, recimo, to rastlino ni tako enostavno opaziti, ali pa če ste prezgodaj, ta rastlina cveti tam enkrat konec septembra, oktobra. Rastlina je redka v Sloveniji in Škocjanske jame so bile, upam, da so še pomembna lokacija za to rastlino. Našli jo boste recimo na južnem robu Trnovskega gozda, pod Sabotinom, na Kraškem robu, in recimo nad dolino reke Reke, nad Ilirsko Bistrico. Zanimivo je, vsaj zame bilo, da je bila to rastlina, ki jo je moja nona zmeraj stavila v mineštre oziroma pašta in fižol, brez te rastline ni šla. In ko sem se pogovarjal s Petrom o tem, je dobro omenil, da se pa te rastline po vrtovih se ne vidi ravno, ne, da bi jo gojili kot začimnico, čeprav je zelo pomembna in zanimiva rastlina, poleti vrstni pridevek je officinalis, verjetno ne brez razloga. Jaz none nisem vprašal, kje je do te rastline prišla, takrat mi seveda ni padlo na pamet. Je dejansko to držalo, kar je govorila, sem ugotovil, ko sem to rastlino tudi sam našel na teh rastiščih nad Ilirsko Bistrico. Špargelj, ostrolistni beluš, je rastlina zelo pogosta na območju Kraškega roba, na območju Nizkega Krasa, bolj v tistem toplejšem delu Nizkega Krasa, v okolici Škocjanskih jam pa ravno ne. No, v Veliki Mali Udornici pa ta rastlina ni tako redka, in tudi to rastlino bi lahko jemali kot nekakšen glacialni relikt. Zdaj, če se vrnemo v Špidlovo dvorano in če se začnemo ozirati po stropu, pa preden si zlomimo vrat, lahko opazimo tudi avrikelj. No, in to je tista stvar, zaradi katere so Škocjanske jame tako zanimive biogeografsko, ker avrikelj oziroma lepi jeglič je rastlina, ki je pa tipično alpskega izvora. In v bližini Škocjanskih jam, recimo, jo boste opazili v Risniku pri Divači, ponovno na tistih stenah Udornice. Da ena alpska rastlina, po poreklu alpska, in ena sredozemska rastlina uspevata tam na kakšnih 20 ali pa 30 metrov oddaljenosti, je zelo zanimiv kuriozitet. In ob tej alpski rastlini, ob tem glacialnem reliktu najverjetneje, je zelo pogost v teh razpokah tudi recimo ta vrsta kamnokreča, Saxifraga crustata, ki pa, kar je zanimivo, se še bolj pogosto v Škocjanskih jamah, kot je to na primeru lisične recimo, uveljavlja na meliščih. In manj pogosto recimo v skalnih razpokah, čeprav je to visokogorska rastlina, ki v Alpah uspeva v glavnem v skalnih razpokah, recimo na kakšnih kamnitih traviščih, izpostavljenih rastiščih. No, v Škocjanskih jamah se na meliščih zelo dobro počuti, tudi skupaj z jegličem ustvarjata zelo lepo veduto. In to je pravzaprav eden od razlogov, da smo se posvetili študijam teh sestojev skupaj s profesorjem Martinčičem in na nek način opisali tukaj cel kup nekih sestojev, ki se floristično zelo dobro diferencirajo, bi se jih pa dalo tudi zelo enostavno pojasniti s kakšnimi konkretnimi, direktnimi meritvami okoljskih parametrov na teh rastiščih. Nedvomno gre za hladna rastišča, proti severno obrnjena rastišča, na katerih se uveljavlja tisti efekt temperaturne inverzije v teh dolinah. Hec je, da se na teh rastiščih zelo dobro počuti tudi
ta vrsta jelenke, Atamanta turbit, ki je jugovzhodnoalpska vrsta, ki dosega svojo južno mejo razširjenosti na Učki, nad Kvarnerskim zalivom in to se tudi tam pojavlja skoraj izključno v skalnih razpokah, v škocjanskih jamah pa je recimo zanimivo bolj pogosto na meliščih kot pa v skalnih razpokah. Po drugi strani je pa ponovno ena zanimivost v škocjanskih jamah ta, da se pa ta vrsta petelinčka, Pseudofumaria alba, bolj pogosto pojavlja v skalnih razpokah, čeprav ko se pomikamo in opazujemo to rastlino po arealu vzdolž Dinaridov, gre namreč za eno tipično ilirsko vrsto, tam pojavlja v glavnem na meliščih in bolj poredko v skalnih razpokah. No, v skalnih razpokah boste to rastlino videli tudi v Risniku, recimo, ali pa v Podtaboru, v steni v Podtaboru nad izvirom Podstenška, nad dolino reke Reke pri Ilirski Bistrici. Tudi tukaj se kot reliktna vrsta v teh razpokah skalnih pojavlja tudi ta tankolistna vilovina. Ponavadi to rastlino poznamo iz tih najbolj razpihanih rastišč, kjer se pa na nižji nadmorski višini uveljavlja tam, kjer je konkurenčno dovolj močna, to so pa kakšne skalne razpoke in pa robovi sten, ki so bolj izpostavljeni in bolj razpihani. Zaradi drugega razloga se pa v teh skalnih razpokah v škocjanskih jamah pojavlja tudi tisa. Tisa ni rastlina skalnih razpok, tisa se zelo dobro počuti v gozdovih, ampak tam tisi ozko grlo predstavlja predvsem človek. V teh skalnih razpokah so pa te rastline za ljudi v glavnem nedosegljive, tja pa prispejo s pomočjo ptic. Ti plodovi so rdeče barve, pticam zelo dobro vidni, ko jih ptice zaužijejo in potem izločijo, ko posedajo po teh stenah, se ta semena ujamejo v skalne razpoke, vzklijejo in potem te tise štrlijo bizarno iz teh sten v škocjanskih jamah. Ena pomembna predstavnica flore škocjanskih jam je tudi ta vrsta skalnega kamnokreča, Saxiferia petrea, ki pa za razliko od tise in ostalih predstavnic skalnih razpok preferira, ki sem jih do zdaj pokazal, preferira bolj senčna rastišča. Nekatere rastline imajo v škocjanskih jamah tudi rojstno mesto. Ena takšnih rastlin je na različnih delih, recimo te velike odornice, tudi Justinova zvončica. To rastlino je na tem območju opazil že Marcheseti. Pa ni bil on edini, tudi Kršanjo je videl in Justin, ampak takrat so imenovali Campanula pusila. Potem pa je Justin te primerke poslal botaničarki mislim, da je bila na Dunaju, Vitasekova, ki je obdelovala to skupino problematičnih okroglolistnih zvončic, to je ta skupina Campanula rotundifolia, in potem opazila, da so te razlike pomembne, da jih iz te skupine izdvoji kot posebno vrsto, ki jo je imenovala po človeku, ki je te rastline prispeval. Hec je, da so rojstni kraj ravno škocjanske jame, čeprav obstaja velika verjetnost, da je ta rastlina do škocjanskih jam prišla s Snežnika po reki Reki, kajti na Snežniku je to ena zelo pogostih rastlin, ki se načeloma pojavlja tja od Sabotina preko Trnovskega gozda, Nanosa, Snežnika do hrvaškega Snežnika. Tukaj kot primer recimo hladnoljubne rastline je tudi zanimivo videti to rastlino, alpski repnjak, ki spada v to skupino hladnoljubnih vrst, ki so se tukaj sicer lahko zadržale kot relikt, ampak ponovno večja verjetnost je, da so
pripotovale po reki do Škocjanskih jam in se tukaj na nekaterih mestih zelo lepo uveljavile. Pojavljajo se recimo na tem profilu, na te velike vdornice, do Šmidlove dvorane zelo pogosto te rastline na tem vertikalnem profilu. Verjetno je na ta način prišla sem v Škocjanske jame tudi ta ilirska rastlina, malo bolj tipična predstavnica melišč, peltarija, aliacea, ki tudi proti severozahodu hitro pojamejo moči in mislim, da so Škocjanske jame eden od najbolj severozahodnih, če ne najbolj severozahodni del območja razširjenosti te načeloma ponovno spet ilirske vrste rastlin, iz skupine ilirskih rastlin. Od varstvenih problemov, ki smo jih na nek način tukaj omenili, je verjetno ta jadranska smrdljivka ena od bolj pomembnih rastlin, kjer bi bilo potrebno dati malo več pozornosti. Iz povedanega si verjetno predstavljate, da je flora Škocjanskih jam in okolice relativno dobro raziskana. Seveda še zmeraj bodo tukaj pa tam se zgodila kakšna presenečenja, kaj pride novega, kaj je spregledanega starega, ampak botanična dejavnost v Škocjanskih jamah si predstavljam, se bo v prihodnosti osredotočila na varstvo teh rastlin, ki smo jih omenili, in gotovo je ta Himantoglossum ena od rastlin, kjer se bo potrebno ji precej posvetiti. Gre verjetno za edino rastlino iz habitatne direktive, ki se nahaja v tem ožjem območju Parka Škocjanske jame, in en dober načrt upravljanja in pa spremljanja teh populacij, ki ne bodo obsegale seveda samo štetje primerkov, kajti štetje primerkov je ena od mer, ki govori zelo malo pravzaprav o biološkem stanju te populacije, ampak da bo tukaj recimo se bilo potrebno posvetiti malo bolj konkretno ugotavljanju stanja take populacije te vrste. Verjetno bilo potrebno se tudi posvetiti v tem območju varstvenemu aspektu, ki je problematičen vsled procesov hibridizacije. Tukaj je en takšen primer skalnega glavinca, ki varstveno seveda ni problematična vrsta, ampak opozarja, da so ti procesi spontane hibridizacije v naravi zelo živahni in pravzaprav vsesplošno prisotni, in takšni procesi lahko tudi zelo intenzivno vplivajo na poslabšanje stanja ali pa identiteto posameznih razvojnih linij ali pa vrst ali pa taksonov, kakor želite, na tem nivoju, ki so varstveno lahko zelo pomembni, ampak zaradi tega tudi zelo pereči. En tak tipičen primer ponovno, ki se dogaja pred našimi očmi, se dogaja na šetrajih. Tukaj je recimo liburnijski šetraj, ki se na teh rastiščih pojavlja skupaj z pisanim šetrajem in z njim pridno ustvarja hibride v zelo različnih fazah, kajti ti hibridi se lahko potem križajo nazaj z enim ali pa drugim sorodnikom in potem predstavljajo vse možne prehode, ki si jih lahko zamislite. Torej, če se ti procesi dogajajo na teh vrstah, ki so splošno razširjene na teh rastiščih, potem se gotovo dogajajo lahko tudi na teh vrstah, ki so varstveno zelo problematične na tem območju samega regijskega parka Škocjanske jame. Ena takšnih vrst je recimo Clasea lycopifolia, raznolistna mačina, ki smo jo do zdaj poznali kot Seratulo lycopifolio, ampak raziskave so pokazale, da je potrebno te rastline izdvojiti v poseben rod, in ta rod je od kakšnih 15 let že Clasea lycopifolia. Na območju regijskega parka Škocjanske jame se te rastline nahajajo na Vremščici
In zelo spodbudno in pohvalno je za sam Park Škocjanske jame, da se loteva bolj aktivnega varstva te rastline, namreč gre za rastlino na habitatni direktivi in celo za prioritetno vrsto, kar ji daje še posebno težo. Gre za ponovno vrsto bolj stepskih rastišč, ki jo ogroža predvsem zapuščanje travnikov. Ampak ta stvar je komplicirana in tukaj bi rad opozoril, da eni klasični posegi, ki se tičejo varstva rastlin ali pa raznolikosti, recimo v specifičnih primerih ne pridejo v poštev. Kajti varstvo raznolikosti teh travišč in pa varstvo za posamezne vrste na teh traviščih se lahko bistveno razlikujejo in ti ukrepi so lahko drastično različni. En primer iz preteklih let, ko smo se ukvarjali s to rastlino, je pokazal, da recimo ta rastlina najbolje na teh travnikih funkcionira, če so ti travniki bogati z nutrienti, bolj vlažni in kjer so tla nekoliko bolj zakisana. To je ena analiza, ki je bila napravljena na relativno velikem številu fitotehnoloških popisov. To analizo bomo v prihodnosti razširili, ker bomo na širše območje, ker bomo število popisov v to analizo praktično podvojili ali pa potrojili, dobili še bolj natančne podatke, ampak že tukaj se kaže, da gre za travnike, ki se jih ne kosi vsako leto, ampak ki bi jih bilo potrebno kositi, mogoče vsakih 5 ali pa celo 10 let. Ker ta rastlina se zelo dobro počuti na travnikih, ki so že v neki sukcesijski fazi. Tja proti gozdnemu robu oziroma proti gozdni vegetaciji. Tudi če pogledamo, to so travniki zelo bogati z vrstami in to so tipični ekotoni. Se pravi, habitati, ki predstavljajo mejne habitate med dvemi, recimo, bolj različno uveljavljenimi ali pa drugačnimi tipi habitatov, kot recimo travnik pa gozd. To je tipičen primer vrste skoraj že gozdnega roba tukaj. In tudi, če primerjamo to vrsto takrat še kot Ceratula cupifolia z drugimi vrstami mačin, ugotovimo, da se ekološko recimo v tem primeru na temperaturni gradient zelo različno odziva napram vrstam Ceratula radiata ali pa Ceratula tinctoria. In hecno je tudi, da smo našli tudi vrsto recimo, ki je pa zelo dober indikator potencialnih ugodnih rastišč za to vrsto, in to pa je Hypoheris maculata. Namreč v večini parametrov, ki smo jih spremljali, se ti dve vrsti zelo dobro ujemata, kar govori v prid temu, da so tisti travniki, kjer se Hypoheris pojavlja, lahko zelo primerni tudi za razno listno mačino. Tukaj vidimo, da praktično je to, se zelo dobro ujemajo. Ena od rastlin, ki je tudi zelo zanimiva in v neposredni bližini Škocjanskih jam, definitivno pa znotraj vplivnega območja, je alpski glavinec. Ta rastlina je kultna rastlina. Svoj rojstni kraj ima na pobočjih Monte Balda nad Garskim jezerom in ponovno dobila je ime Alpina, ampak v Alpah pravzaprav ta rastlina ne živi. Dolgo časa je veljala za tipično predstavnico rodu Centaurea, za tipičen glavinec, pa se je izkazalo, da z glavinci ima bolj malo ta rastlina, da je bolj podobna mačini ali pa recimo Jurinei, rodom Jurinea, Ceratula oziroma Classea, kot pa samim glavincem. In potem so to rastlino postavili v nov rod. No, težava je bila, da je na podlagi te rastline opisan celoten rod na podlagi rastliniste skupine, Centaurea. Centauroides je tipska rastlina za rod Centaurea, ampak tukaj so naredili izjemo in to zvlekli ven v nek drugi rod, Raponticoides alpina je pravzaprav zdaj ta rastlina. Ta rastlina v Sloveniji uspeva danes na 2 rastiščih, pravzaprav 2 nahajališčih. Eno je pod Čavnom, pravzaprav na melišču pod Malo goro, kjer smo uspeli prešteti 9 primerkov
Tina Lozar, naša študentka na Univerzi na Primorskem, je leta 2013 opravila zaključno nalogo na temo alpskega glavinca, kjer se je ukvarjala s stanjem te rastline. In takrat se je izkazalo, da je zadeva zelo alarmantna, no. Tukaj pod Malo goro je uspevalo 9 primerkov, od tega jih je 7 plodilo. Drugo rastišče danes, kjer te rastline lahko najdemo v Sloveniji, se pa nahaja na Povirski gori, zelo blizu Škocjanskih jam. Od tam smo pa prešteli 11 primerkov, ampak nobeden ni cvetel, vse rastline so bile v rozetnem stanju. Načeloma tem rastlinam se zelo slabo godi po celem arealu. Gre za evolucijsko zelo staro skupino rastlin, kjer se tukaj, če pogledate malo bolj podrobno, na teh ovojkovih listih nekaj blešči. Tudi kapljice so prisotne, gre za nektar, ki ga te rastline izločajo kot izven nektarijski nektar, ker se ta nektar ne tvori v samih nektarjih, ampak na območju socvetja, na teh ovojskovih listih, pardon, med ovojkovimi listi, in služi verjetno bolj za privabljanje mravelj kot pa samih opraševalcev, ker mravlje na teh rastlinah potem ljubosumno branijo ta socvetja pred recimo hrošči, ki se neselektivno hranijo s pelodom in potem na nek način, ko se prežirajo, potem kožku uničujejo večji del takšnega koščka. Ene raziskave, ki so bile zelo zanimive ob koncu 19. stoletja, ki jih je opravil Richard Wettstein, so pokazale, sicer nepodprto s konkretno statistično analizo, ampak deskriptivni podatki so dali na znanje, da tam, ko so bile mravlje prisotne, so rastline dale bistveno več semen kot tam, kjer mravelj ni bilo. Ne gre samo za alpski glavinec, ki ima verjetno ki se obnaša na takšen način in kjer je vloga ekstra floralnih nektarjev ravno takšna. Tukaj je tudi recimo ravno raznolistna mačina, pa tudi jurinea se je pokazala predvsem v fazi popkov kot rastlina, kjer te popke mravlje verjetno pomembno varujejo. Kako je razširjena ta rastlina? Zdi se, da je široko razširjena. Nekaj rastlin, nekaj populacij je znanih iz Iberskega polotoka, kjer so mislili, da pripada skupini oziroma taksonu Centaurea linarezi, ampak je analiza pokazala, da gre pravzaprav za Centauro alpino oziroma Ponticoides alpina. Potem tukaj v Italiji imamo Monte Baldo kot klasično nahajališče, potem v Apuanskih Alpah, potem nad Brešo je še ena lokacija in potem malo višje proti severozahodu je ena lokacija. Potem sta ti naši dve v Sloveniji, na Hrvaškem izpod Obruča na Kvarnerju, potem Drvar, Porim nad Mostarjem v Hercegovini, potem desni pritok Neretve, je tukaj en izjemno zanimiv kanjon Rakitnice, kjer se ta rastlina pojavlja. Potem na Durmitorju so to rastlino uspeli zabeležiti oziroma na Pivski planini, in potem še v zahodni Srbiji Ograđenica. Se pravi, te lokacije se da prešteti na prste dveh rok. Večino teh lokacij, vprašanje, kaj se s temi rastlinami tam dogaja. In na vseh teh rastiščih, z izjemo črnogorskih rastišč in pa tistega rastišča pri Drvarju, te rastline delujejo zelo, zelo ubogo. No, v glavnem slabo cvetijo, dajo malo tudi produktov, se pravi semen. Eden od razlogov je verjetno tudi ta, da se verjetno pod Malo goro Gams izpušča zdaj do rastišč in te rastline pridno jedo. Govorim zaradi tega, ker eno tako teorijo postaviti na podlagi razgovora s profesorjem za botaniko iz Črne gore, ki je rekel, da ko je njegov kolega pasel
pasel koze na Pivski planini nad kanjonom Komarnice, je opazoval, kako koze zelo selektivno jedo te glavice. Ravno zaradi tega ekstrafloralnega nektarja so te glavice zelo sladke in koze praktično grejo in pojedo vse te glavice in potem grejo dalje. Nekaj takega se morda dogaja tudi pri nas, v Trnovskem gozdu, ko divjad vsled zaraščanja zdaj pride zelo blizu teh rastišč. Pri nas je pa tudi velika verjetnost, da smo te rastline iztrebili botaniki. Če bi recimo odprli herbarijske omare na Dunajskem botaničnem inštitutu in na Dunajskem muzeju, bi verjetno padli v nezavest, ko bi opazili, da se tam nahajajo desetine in desetine, če ne stotine pol alpskega glavinca iz teh slovenskih lokacij, slovenskih lokalitet. Tako da recimo ene varstvene pobude skalnega glavinca bi bile zelo dobrodošle, ker lahko se izkaže, da z varovanjem teh malih slovenskih populacij lahko prispeva že sam par Škocjanske jame praktično globalnemu varstvu te rastlinske vrste, seveda z enim pametnim pristopom. Še ena stvar, ki jo tukaj potrebno omeniti in pohvaliti Škocjanske jame, je dejstvo, da je to območje, in park, enako zavarovano območje, ki se je zelo angažiralo tudi pri vzpostavitvi banke semen in po mojem vedenju gre za edini primer nekega zavarovanega območja, ki bo postavil eno, upajmo, funkcionalno banko semen ogroženih rastlinskih vrst ali pa rastlin, ki predstavljajo pomembne mešanice travniških vrst za pomembne travniške habitatne tipe. Še ena stvar, ki mogoče bi tukaj bila lahko zanimiva, in ker se zdi recimo eno zavarovano območje, kjer določene procese bistveno lažje kontrolira kot pa nezavarovana območja, bi bilo recimo tudi varstvo tipičnih kraških rastlin, ki jih vsaj v Sloveniji kot kraške, kot take ne prepoznamo. En tak tipičen primer je tukaj velikonočnica, ki jo v Sloveniji botaniki obravnavamo kot neko panonsko vrsto in saj je panonska vrsta, ampak to ni predstavnica subpanonske flore, recimo flore subpanonskega fitogeografskega območja, ampak je to pravzaprav tipična kraška rastlina, ki jo boste videli zelo v vitalnih populacijah v Reškem zaledju ali pa tja dol recimo v Hercegovino, na Podveležje ali pa sam Velež, tam so lepe populacije te rastline. Pri nas v Sloveniji na žalost se štajerskim populacijam slabo piše. Ne vidim pa nobenega razloga, zakaj ne bi skušali tem rastlinam pomagati tudi v okviru zavarovanih območij, kot so to recimo Škocjanske jame, v upanju, da to ne zveni kot pretirana herezija v varstvu narave v Sloveniji. Jaz bi se zdaj zahvalil tukaj vam, ker ste zdržali toliko časa, posebej Petru Glasnoviču, Branku Vrešu in Andreju Seliškarju, ki so mi pomagali in prispevali nekatere fotografije, ki ste jih tukaj danes videli. Tako, hvala lepa, jaz sem zaenkrat zaključil.